Dobro jutro, dober dan. YouTujevci so bili tole z nami. Na uri imamo pol minutko čez 8:30 in v studiu spet nisem sama. V studiu imam kar dva. Imam Hano in imam Tadeja iz Mladinskega centra Celje. Dobro jutro. Zdravo, dobro jutro. Hana. Kaj? Dobro jutro. Zdaj te pa slišimo. Ti si tak bolj nežen glasek, medtem ko Tadeja pa ti... Jaz sem pa tukaj, ne? Ti si pa tukaj. Zdaj, Tadej, direktor Mladinskega centra oziroma Celjskega mladinskega centra, edini v mladinskem centru, ki je še pod 30 in še ni leto na funkciji. Ja, zdaj pa bi rekel, ne vem, ali je to nekaj prav delam ali pa nekaj... Ja, mislim, se veš, kak je bilo rečeno, ne? Mladinskega centra ne more furati nekdo, ki je star prek 40 let. Ne, mene so same 30, in v službi, in med kolegi, tako da je kar počas prihaja, no, tole zdaj do mene. Ej, kaj boš rekel, ni še niti leto za tabo vodenja Celjskega mladinskega centra, kaki so občutki, boš zdržal? Mislim, realno, po eni strani se zdi, kot da smo že res delamo skupaj veliko časa, tako smo res dobro klapamo, zadeva funkcionira, tako da je res občutek že, kot da smo že 100 let skupaj, pa v dobrem smislu. Po drugi strani pa se še v enem letu se še niso vse situacije obrnile, še vedno se najde kaj novega, še vedno se vsak dan učim, še vedno prihajam do nekih zadev, zaključkov. Tako da je res zanimivo, aktivno, sploh pa na nekem takem zavodu, kot smo mi, kjer je res vsak dan dogajano. Glih, ko sem hotela reči, ne, vsak dan dogaja. Hana, zdaj bom jaz tebe tako vrtavko spustila, ker pri vas se res ful dogaja. Že dan zvečer se nam obeta. Ja, danes imamo prvi tak velik banger koncert v Zunji in sicer drill z gosti, tako da ob 9 štartamo, pa ob 1 zjutraj zaključimo. Tako da pridite, karte so še na voljo in ja, klasični začetek poletja, drill v Zunji, open air. Open air, pa to ste že zdaj sem videla, ste že imeli ful veliko stvari samega dogajanja, kar je bilo. Absolutno, vse smo že začeli z nekimi manjšimi koncerti tudi v Zunji, pa zaključki, pa konec šole, pa tako da zdaj pa je poletje v štartu z aktivnimi počitnicami, štartamo naslednji teden, kar se pravi, imamo 8 krajevnih skupnosti pa mestne četrti čez celo poletje, vsak teden smo drugje, naslednji teden smo na mestni četrti Slavko Šlander, tako da ostali se znam, pa vas vabim, da si pogledate na naši spletni strani, ker bom se naštevala vseh, ker je bila predolg časa tu. Tako da ja, od 10 do 1 vsak dan, od ponedeljka do petka, malo delavnice, zabava za otroke, tako da to štartamo. To je zdaj, ni brezplačno varstvo, ne, ampak so v bistvu samo delavnice. Tako, to je treba poudariti. Ni varstvo otrok, je samo 10 do 1, kakšne igre, kakšne delavnice, tudi Ljudska univerza bo ob torkih z nami, tako da z različnimi temami, tako da absolutno delavnice, ni to varstvo, vabljeni pa da otroci preživijo nekaj časa z nami. Ja, Tadej, kaj boš ti rekel, tudi potem na študentsko delo, ki ga imate pri vas? Ja, potem pa za kako leto starejše omogočamo pa počitniško delo. Tukaj smo se pa povezali z veliko celjskimi javnimi podjetji in javnimi zavodi in nekako koordiniramo to počitniško delo za mlade, predvsem za dijake in pa mogoče tiste študente bolj v zgodnjih fazah študija. Imajo možnost upravljati počitniško delo na javnem podjetju Zelenice, v Srednji knjižnici Celje, v inkubatorju Savinjske regije, še koga pozabljam, v Tehnoparku, poklicna gasilska enota Celje in dejansko smo razpisali čez celo poletje termine, dijaki so se že prijavili, so bolj kot ne vsi termini, mislim, da že zasedeni. Bili takoj v 2 dneh. Tako da res tukaj. Ja. A to, koliko imamo pa urno postavko zdaj, kaj veš, v mojih cajtih sem vzela tam za 3 evre pa pol, ne? Koliko imajo pa zdaj? Ja, zdaj ne vem, ali je šlo tako hitro gor, ali pa to že tako dolgo nazaj, ampak je že več kot 7 evrov, no, tista zakonsko določena, tako da... Ja, ker fajn služijo, ne, ti naši otroci. Ampak so tudi pridni, pa tudi veliko se naučijo, imajo tudi možnost konec koncev v teh podjetjih delati, ki so vseeno, bi se rekel, neko kvalitetna podjetja v smislu in varstva pri delu in konec koncev nekih kompetenc, ki jih pridobijo. Tako da mislim, da je res to neka dodana vrednost. No. Se pravi, jih boste naučili za enkrat, ko bojo mogli stopiti v ta velike šuhe, ko bo treba položnice plačati. Ker položnice se nam kar nabirajo. Dajte mi še eno stvar sam povedati. Letos filmski, evropski,
Filmski teden Evrope. To. Nikoli ne znam prav povedati. Jaz tudi spomnim. Zdaj v akciji je že. V akciji je že, tudi letos smo tudi malo razširili, ni samo v MCC-ju, bili smo tudi prejšnji teden v Rogacu, v Žalcu bomo, v Velenju bomo, pa tudi v Mladinskem centru. Zdaj le prva v juliju je 18. julij, jaz kapitan, pa potem 25. julij, pa potem še dva datuma v avgustu. Tako da tudi po Velenju in Žalcu smo, no, tako da se lahko vse projekcije so brezplačne. Tako da en večer, če je lepo vreme vzunaj, če je pa grdo. Tako da Mladinski center Žalec, pa MC Velenje, pazite, se prihajamo. Ja. Celjski mladinski center prihaja v napad. Mi bomo zdaj naredili malo pauzice, potem pa seveda nadaljujemo tudi z Fullfestom, ki prihaja. No, evo, pa smo nazaj. Celjski mladinski center je danes v moji družbi oziroma samo delček in najmlajši član Celjskega mladinskega centra, to je tudi njegov direktor, Tadej Perčič. Pozdravljen, dobro jutro še enkrat. Zdravo, ponovno, čau. In pa Hanko Bananko, Hana Faletič, oziroma kak je prav? Faletič, Ja. oprosti. Hana Faletič je z nami, oziroma Hanko Bananko po domače. Ona pa je v bistvu kar koordinatorka vsega. Lahko rečemo, ne? Program, ampak je. Ne, v bistvu, kadarkoli je ono Hana, Ja. imamo Hano, ko zrihta vse. Evo, povedali smo, da pri vas imate od aktivnih počitnic pa do počitniškega dela, kar ni enako. Pa dan se obeta pravi žur z drilom. Ja. Zdaj pa bi jaz presedlala na Fullfest. Ja. Ja, Najlepša tema. najlepša tema Fullfest, namreč kot vsako leto se bliža z koncem avgusta. Letos bo to kdaj? 29. in 30. avgust, se pravi zadnji vikend. Ampak letos se bo dogajalo na full. Letos je na full, imamo full močen dan, vse vsak let. Ja, ampak letos je še bolj full. Vsak let je boljš. Se pravi dnevni program, kjer bomo začeli v bistvu zadnji za MCC-jem full okusna ulica. Se pravi eno tako gurmansko doživetje, kjer boste lahko prišli kušati nekaj hrane, nekaj pijače. Zraven bodo tudi filmske projekcije, kakšna igrala, kakšne delavnice, skratka malo zabavno, tudi za otroke oziroma za odrasle, za malo se spočiti. Potem pa, to je se pravi petek dopoldne, Aha. v soboto dopoldne oziroma in popoldne ponovimo. Okusna ulica je od 12 do 10 zvečer, tako da celodnevno dogajanje. Lačni ne bomo. In pa v soboto dopoldne damo še basket turnir. Ja, tam bom spet jaz, najmanjši človek na tem svetu, ko bo sodil basket. Glej, jaz sem ti odstopim to, no, ker sem še manjša. Koliko si? 1,54 m. Ja. Meni so zadnjič na zdravniškem povedali, da sem 1,59 m pa pol. Prosim, lepo. Čestitke. Pa, ja, no, potem pa imamo zraven tudi Tadeja, ki meri slaba 2 metra. Ne, čakaj, si Ja, dva? 199, ja. A ja, ti je še nikoli 2 metra. Pa nikoli ne bom. Kaj pa veš? Da si 2 metra. Ne, ni. No, v glavnem, basket turnir. Tadej, boš zraven v basket turnirju? Mislim, ker ti imaš višji. Bom prisoten, ampak ne na igrišču. Ne na igrišču? Ne, nažalost ne. Vsako leto se skoraj prijavim, pa se potem... ne. Ja. Okay. Kaj je v bistvu sploh pomen tega Fullfesta? Odkot je dejansko zgodovina tega Fullfesta? Kako ste si ga zmislili? Ime je v bistvu, se pravi, festival urbanih legend. To izhaja, se pravi, tudi iz tega imena, ker je naš hostel povezan z legendami, z urbanimi legendami. Imamo tudi igro v hostelu, oziroma MCC-ju Lovne legende, ki je v bistvu tako, kot malo escape room po mestu. Tako da, ko smo iskali v bistvu ime, je bilo pač 500 imen in potem smo iskali eno kratico in pač zato je ime Fullfest. Zakaj pa Fullfest in zakaj festival? Ker pač v Celju smo videli manjko nekega mladinskega festivala, nekega dvodnevnega dogajanja, neke glasbe, neke kulture, neke pač nasplošno zadeve, ki ga pač v Celju nismo videli. Tudi mladi so imeli to željo, tako da pač 4 leta nazaj je nastal Fullfest. Ja, in Fullfest je v vsakem vremenu. Ja, je v vsaki situaciji. V vsakem Ampak mislim, da vremenu. konec avgusta ne bo problem. Tudi če nas kakšna poletna nevihtica vmes malo hladi. Ne, se veš kaj fora, da jaz sem tega vašo pelerino. Ja. Ne? Tako da jaz sem pripravljena, a veš, na vse. Tudi basket bomo špilali.
tudi če bo dežval. Ker wet basket. A damo pol bele drese, pa bojo... No, to se vidi z mentem. In pa bo vsi padali tam na tistem igrišču, V glavnem, dragi poslušalci, Celjski mladinski center ponuja pester izbor dogajanja. Se še mogoče malo tam Še večernega mogoče dela večernega dogajanja dotaknemo, se nismo ki je v bistvu dotaknili. kar Ja, prosim. Full fest, ja, Ja. mi smo, Skrb ja, smo mi smo ostali. zdaj v bistvu sam jaz kaj jaz na reklamo že montirala, pa vse, jaz že vse vem, tako da dajmo še poslušalcem povedati, no. Kaj pa imamo letos od glasbenega programa? Imamo pa zmagovalce našega Music Battla, Amy's Escape. Potem, to je prvi dan, petek. Potem je Leopold prvi in drugi, se pravi z bandom. Kak si rekla? Drugi. Bravo. In pa Vlado Kreslin in Mali bogovi. Opa. Tako da opa. Potem pa sobota, pa LPS, MK in muzičari in pa Murphy. Pač bolan line-up. Karte se že kupijo. Glih sem hotela reči, kart še jaz lahko je ostal. Kar če je zdaj le zadnji teden Early Bird, se pravi naslednji petek vse cene Zgodnji zvišajo. ptič. Zgodnji vrabec. Zgodnji vrabec je ime karte. Tako da se v bistvu sam še do petka naslednjega. To je zdaj ekskluzivna novica. Daj mi sam povej, koliko je zdaj še cena? Zdaj je cena enodnevne 15 evrov, pa dvodnevne 25 evrov. Džabe. Čabe. Tadej, kako boš ti preživel jutranje in večerno dogajanje in to celo pestro dogajanje v Celjskem mladinskem centru? Ja, sigurno bomo prisotni ves čas, predvsem sem nesmočen tam na ulici Kulinarike, na Fulokusni ulici. Tam mislim, da bom predvsem koordiniral zadeve, pa pregledoval, da res vse teče. Tudi z redno kontrolo ponudnikov, degustacije, da ne bi za naše goste slučajno. Se bo žrtvoval. Se žrtvujem. Potem pa seveda v zvečernem delu pa malo tudi druženja z Celjani, z vabljeni vsi, no, res in mladi in tisti malo manj mladi. Ker bo res ena tako srednja točka dogajanja za zaključek poletja, da skupaj nekako zaključimo vso dogajanje, ki sledi, no, še zdaj skozi ta 2 meseca. Jaz moram reči, da je samo eno stvar, ne, da lansko leto na Full Festu sem pričakovala sicer bolj mladino, ne? Ampak nekako smo bili mi stari tudi kar prisotni, ne? In tudi še starejši od mene, moram reči, da fajn je videti, ker se dejansko generacije združijo in uživajo v isti glasbi, dobri družbi. In jaz mislim, da Mladinski center je eno tako medgeneracijsko druženje. Tako da zdaj niste več Celjski mladinski center, ampak ste Celjski medgeneracijski center. Ne? V bistvu smo center za vse. Ampak, To je res. To je res. Ne, mislim, je res pomemben ta mladinski Vibe. efekt, ampak po drugi strani pa tako se tudi sama izpostavlja, se trudimo tudi prenašati neko to modrost mogoče ene generacije kasneje tudi na te današnje najmlajše, tako da je tudi to sigurno en efekt, no, ki ga imamo. super. Jaz vam bom rekla hvala, ker ste prišla. Pridite kmalu še kdaj in če ne prej, se vidimo danes večer na Drilu. Super je bilo, hvala, lepo se imejte. Lepo se imejte in se vidimo.